Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v tokratnem reportu, v katerem bomo znova nanizali zanimive teme. No, začenjamo pa nek način z dobrodelnostjo, s humanostjo, s pomočjo. Pravzaprav v Domu kulture v Lenartu se bo 10. novembra odvil dobrodelni koncert, ki ga pripravljajo v skupini Lipi Anđeli. In prav oni so se odločili, da bodo na tem koncertu oziroma na takšen način pričarali nasmeh Zaleja. No, zakaj konkretno gre, pa nam bosta iz prve roke zaupala člana zasedbe oziroma skupine Lipi Anđeli. Z nami sta Kristjan Šmiguc in pa Rok Kotnik. Dobrodošla v reportu. Dobar dan. Pozdravljeni. Torej, dobrodelnost, humanost. Tega danes pravzaprav nikoli ni preveč, vedno več je potrebno tega, nažalost. Pa vendarle, odločili ste se tudi vi, da pripravite koncert z dobrodelno noto in pomagate ter prerišete nasmeh Zaleja, kot ste ga tudi sami poimenovali. Gre za 4-letnega fanta, ki se bori z neozdravljivo boleznijo, poleg tega še boleha za avtizmom in še z drugimi duševnimi motnjami. In pravzaprav verjetno je to tista zgodba, ki vas je na nek način pritegnila in napeljala k temu. Ja, v bistvu stvar je v tem, da izhajamo vsi, se mi zdi, iz starševstva. Vsi člani, večina članov skupine imamo svoje otroke, vsi, mislim, da ni treba posebej razlagati kot starš. Ampak ja, Leo je v bistvu res en borec, star je 4 leta, z hudo obliko avtizma in huda oblika, se pravi huda duševna motnja. Poleg tega pa še ima genetsko napako, se pravi SYNAP1. Tako da njegov vsak dan je kar borba in za njega in za starše. Mi smo se ga tudi pred dnevi smo ga povabili na naše vaje, ker preprosto obožuje nasploh glasbo kot nasploh glasbila. Tam je pokazal, da pa vseeno se z nekim načinom ali pa z nekimi prijemi da speljati dan nekako, da Mine normalno, ne? Tako. Ja. Ampak kaj je recimo v tistem, ko ste razmišljali o tem, da boste pripravili koncert, kaj je tlelo v vas? Prvo smo, v vsakem primeru smo hoteli narediti koncert za zaključek leta, oziroma poletja, če lahko tako povemo. In ko je prišla ta ideja, ko je Kristjan spoznal tega fanta, vsake zakaj pa ne bi to vključili in bi bilo to še dobrodelno. Tako da z glasbo, dobrodelnost, mislim, da je to ta prava ena točka skupna, ki nas tudi kot starši, kot prijatelje, ki smo v skupini, veže, in mislim, da je to ena stvar, ki smo rekli, zakaj pa ne. Ja. Sicer pa na kakšen način boste tukaj zbirali sredstva? Zdaj, mislim, da v veliki večini so že pošle vstopnice, nekaj še jih je na voljo, gre pa v bistvu vsak, ki bo tam udeležen, bo lahko daroval delček, a ne? Tako, naš največji strah je bil ravno to, ker na koncu smo skupina, katera je poznana v našem okolju, je bil strah, da bi v bistvu imeli slabo udeležbo v tem stilu. Ampak je bilo ravno obratno, vstopnice so šle, čeprav so brezplačne, so šle, mislim, da dan pa pol. Zdaj trenutno še jih je okrog 20 na voljo. Ampak ja, v bistvu je bil to največji strah, hkrati pa neka obveza oziroma neko, bom rekel, To zaveza, da speljate. Ja, neka, kako bi to? Odgovornost na tako veliko stvar, da tudi po mojem, če se kaj zbere, da tudi je zelo lep občutek, če je dvorana polna. Zagotovo je vsak. Da damo to srce pol za fanta. Jaz mislim, da ni toliko tudi ne v samem, bom rekel, v sredstvih. Je bolj to, da nekdo pride za tebe, za njega, da vidiš tisti pristen nasmeh, ker otroci, vsi vemo, ne lažejo, ne. Sploh se mi zdi, da tisti, ki imajo težave, še dodatno bolj pokažejo to, tisto pristnost, kar največ šteje. Ampak ja, načeloma pa je princip tak, da ko si je, se pravi, zagotovil tisti, kateri prije karto, je s tem v bistvu že itak podprl
naš projekt, pravzaprav projekt Zaleja. To pomeni, da je donacija oziroma prispevki na samem vhodu čisto po občutku, čisto po zmožnostih. Se pravi, najbolj je pomembno to, da, Prostovoljno, v bistvu, ja. tako, da res pričaramo. Fajn je, da zberemo neko, ker je vseeno Leo ima terapije, katere so samoplačniške, niso poceni, ampak se mi zdi, da naše zadovoljstvo bo takrat, ko bomo zaključili, pa bomo pogledali za malega, recimo, pa bo potem samo z nasmehom potrdil, ali je bilo ali ni bilo uspešno. Nam je številka ena, da napolnimo dvorano, to je naša želja. In da tudi torej, samemu Leo narišete še en nasmeh na obraz, ne? Ker tudi to zelo vpliva na kvaliteto njegovega življenja. Tako. Morda si Točno tega to. vsi zdravi ne znamo predstavljati, kako pomembno je pri bolnem oziroma pač nekomu. Ravno to je tisti ključ oziroma tisti namen vsega, da ne bo tista nedelja za njega, da bo mogoče dobil občutek, čeprav mogoče ne dojema tega tak, prvič zaradi omejitev, drugič pa, ker je le otrok, ampak ko bo star, mogoče 10 ali pa več, pa bo videl, aha, to pa je bilo za mene. Ja. Zagotovo tudi vas to zelo pogreje pri srcu, ne, ki ste pač v vlogi organizatorja. V to ne dvomim. Sicer pa torej 10. novembra ob 17. v Kulturnem domu v Lenartu ne boste pa nastopili samo vi, ne? Tako, jaz osebno pač sem šel v akcijo, sklepčno se za vse odločamo, nismo skupina, je vseeno skupina, in smo povabili priznanega saksofonista Goran Bojčevski. On je brez vsakega pomisleka potrdil udeležbo, tudi ponudili smo mu, ker so vseeno neki stroški, recimo za pot, za karkoli, odpovedal se vsemu, glih je bil odgovor na mesto, ker gre za otroka. Ne? Potem smo povabili tudi še en inštrument, bom rekel, na katerem je Dominik Kocbek. On pa je vsestranski človek, ki je v bistvu od naših vseh otrok vzgojitelj v vrtcu, tako da se tudi spopada oziroma ima izkušnje s tem. Za tretjega gosta pa naj ostane presenečen. Razvedeli bodo tisti, ki bodo prišli na sam koncert. Morda še, kako boste nekako oplemenitili koncert, se pravi, poleg gostov, tudi z vašimi komadi, pravzaprav, kaj je tisto, kar bo donelo v Domu kulture? Dalmatinska glasba. To nas nekako veže že nasploh. Vsi, ki smo v skupini, imamo radi dalmatinsko glasbo, morje in tako naprej. Ampak mislim, da Kristjan še nekako ne bolj, pa tudi on je rekel, dajmo idejo, gremo v te vode. In mislim, da tudi ljudje, kjer so karte kupili, to so srednji pa starejši, moram reči, vsi jih nekako poveže tudi morje, Dalmacije in tako naprej. Tako da mislim, za pesmijo, da lahko z nami peli, kar je najbolj važno. To nam je tudi želja, da napomnimo, da bo dvorana pela, no, z nami. In da boste vsi skupaj v dvorani naredili eno celoto. Tako. In ob tem še bili, se pravi, dobrodelni oziroma pomagali. A ne? Ja, jaz vam želim, da res napolnite dvorano, skoraj da ste jo že, a ne? Da se imate lepo in da seveda narišete, da vam uspe narisati nasmeh. Leo to. Jaz upam, da nam to uspe. Dobro. Hvala. Za konec še morda torej ponovitev, kdaj, kje, ob kateri uri? Se pravi 10.11., to je nedelja, 10. november, ob 17. uri v Domu kulture Lenart. Vabljeni, čeprav bi bilo zelo fajn, da pohitijo, kateri želijo priti zaradi kart, ampak upamo, da nam uspe. Zagotovo. Vso srečo in vse lepo na tem koncertu. Hvala. Tako, v nadaljevanju pa se bomo posvetili k obeležitvi 10. obletnice skupine Leonard. Zato ostanite z nami, kajti čez nekaj sekund boste izvedeli več.
Tako smo v drugem delu oddaje Report in kot že rečeno bomo spregovorili o 10. obletnici skupine Leonard. To zagotovo že dobro poznate, no kako bodo fantje obeležili svojih 10 let delovanja oziroma 10 let od prvega koncerta, pa nam bo iz prve roke zaupal njihov frontman Sebastian Lukovnjak. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Torej, kar lepo se sliši, ne? 10 let delovanja, verjetno je kar hitro preteklo to, pa me pravzaprav zanima, kako se spominjate svojih začetkov, kako se spominjate recimo svojega prvega koncerta? Ja, 10 let je minilo kot sekundi, bi temu rekel, no, res to desetletje je bilo tako, ampak seveda zelo prijetno, no. Zelo prijetne spomine imamo na vsa ta leta. Začelo se je nekako tako, da smo Andrej Knehtl, naš kitarist in idejni vodja naše skupine, nas je takrat zbral kot nek all-star iz teh garažnih bendov, najboljše mogoče individualiste, in smo nekako vsi imeli dovolj teh nekih garažnih bendov in smo hoteli narediti nekaj več, no. Nekaj se pokazati na slovenski sceni, narediti tako kot delajo veliki bendi in se potem pridružiti potencialno tudi vrhu slovenske glasbene scene. In nekako se je to vse tako začelo. In po 10 letih lahko rečemo, da smo nekje zdaj prišli tja. Tja, kamor ste si želeli, pa vendarle obstajajo načrti in cilji za še več, tako je ponavadi, ko nekaj dosežeš, potem še greš k večjemu, ne težiš, ampak o tem malo kasneje. Pravzaprav ta pomemben mejnik za vas, za vaš band, boste torej na nek način obeležili s koncertom, ki ga pa pripravljate na Štuku, in sicer 8. novembra. 8. novembra imamo koncert na Štuku, pridružili se nam bodo tudi vsi nekaj glasbenih gostov, s katerimi smo sodelovali skozi leta. Tam bodo tudi vsi snemalci, fotografi, s katerimi smo delovali v tem desetletju. Kar ena mala družinica je nastala iz tega. Tako smo tudi na začetku zastavili, da pač povabimo k sodelovanju čim več različnih ljudi, ki se ukvarjajo z različnimi stvarmi, da naredimo eno tako celoto, umetniško, in mislim, da nam je to uspelo. In zdaj vsi se bomo združili ravno 8. novembra na Štuku. Mislim, da lahko zaupamo vsaj nekaj imen. Lahko zaupamo že nekaj imen, nekaj smo že razkrili, kakšnega tudi še ne. Recimo Sixpack Čukur bo z nami, pa štajerska bobnarska legenda Marko Sošak Soki. Z obema smo sodelovali skozi leta. Potem tam bodo tudi od novejših bosta duo Deliri, pa Hauptmann bo tudi tam, pa seveda naš stari prijatelj Hamo, s katerim smo tudi dali kar nekaj zanimivih koncertov skozi, tudi Štekane nedavno, pa še veliko teh. Vsi pa so našteti tudi, ne čisto vsi, ne, so našteti tudi na naši spletni strani. Tako da, en žur se obeta, no, gledalci bojo imeli kaj za videti. En primorski band, Paul Grem, bo tudi tam, ki so res eni zelo fini, pa štajerska diva Maja Založnik, z njenim prodornim blues glasom, bo tudi popestrila, pa ja, fina bo. Pa predskupina seveda eni mariborski, skoraj že kultni band Stari pes. Bo pa otvoril vse skupaj. Tam bo tudi vaša televizija, pa Radio Maribor bo tudi pomagal pri audio snemanju, tako da res se obeta en prav spektakel. No. Verjetno je tudi v vas, v vaših članih poseben občutek ob tem, ko pripravljate vse skupaj. Seveda. Poleg veliko organizacijskih nujno potrebnih zadev in birokratskih, tudi imamo redne vaje, na katerih so se tudi zdaj nam pridružili dodatni člani, tudi ko delamo koncerte v Sodnem stolpu. Zdaj smo že 2 leti zaporedoma delali koncerte v Sodnem stolpu, vsako leto 2 razprodana koncerta,
tisto je malo bolj intimno bilo, tu pa bo malo bolj električno, pa malo večji oder, več luči, malo bolj pompozno, bi temu rekel. Imamo dodatne člane, ja, na kongih, Blaž Korez, pa potem Dejan Štuhec na klaviaturah, pa naše skoraj že stalne back vokalistke Skets. Tako da fino bo. No. Obeta se res dober glasbeni večer. Ja, mislim, delamo, mi večinoma, trudimo se, no, da res dosti damo na glasbo. No. Nismo toliko mogoče mainstream band, kot smo malo bolj mogoče, dosti dajemo na glasbo. No. Tako da predvsem glasbeno, pa tudi na tem koncertu, tudi vizualno bo marsikaj za videti. Vstopnice so že na voljo. Vstopnice so na voljo na Eventimu, na naši spletni strani, seveda pa na vseh eventivnih poslovalnicah, tako da vabljeni k nakupu. Zdaj, ravno ko se pogovarjamo, sem dobil informacijo, da je več kot pol kart že prodanih, tako da ne gledalci pohitijo. Tako. In se zagotovijo svojo vstopnico, da bodo lahko deležni pač tega posebnega večera. Sicer pa 2 albuma, 15 singlov, 100 koncertov. Pravzaprav na nek način boste zdaj to tudi vse skupaj prepletli oziroma se trudili preplesti v tem koncertu, pa vendarle. Kakšni so občutki ob tem in kaj se v vas poraja v načrtih za naprej? Kaj si želite? Ja, zdaj trenutno smo v izdelavi 3. studijskega albuma. Nekaj stvari še imamo za posnet, ampak se že približujemo koncu. Trenutno smo izdali nov singl Easy, ki se že pridno vrti po radijih in televizijah. Tudi en taki zelo zabavni spot smo posneli, kjer se vozimo na kavču, zadaj na enem takem, kako se temu reče, avtovleki. Smešno, no? Tako da lahko si ga ogledajo na naši YouTube kanalu gledalci. Pa tudi kmalu bo na vaši televiziji. Drugače pa ja, snemamo ta 3. studijski album in pa trenutno se največ ukvarjamo s to obletnico. Pripravljamo tudi eno fotografsko razstavo na Štuku, upamo, da bo še pred koncertom na voljo. To trenutno delamo, da bi razkrili nekaj spominov fotografskih iz naših skupnega desetletja. Jaz mislim, da se v teh 10 letih zgodilo verjetno kar precej, nanizalo precej spominov, pa tudi nekaj anekdot, recimo, se spomnite, kakšne? Ja, zelo seveda. Anekdot je zelo, zelo veliko. Največ jih je ponavadi iz kombija, ko gremo na špil ali pa iz špila. Ko gremo na špil, so kake šale, nazaj grede pa je tudi kako pivo še, pa je še bolj zabavno in veselo. Tako da, ja, no, fajne stvari so se dogajale in se še bodo. No. Ja. Recimo, kam vas zdaj ponese spomin? Če delite kaj z nami? Ja, mogoče je ena taka smešna zadeva bila, ko smo bili na Gori Roka, na enem koncertu, pa ful deževalo. Ko smo prišli tja, je zelo deževalo, pa začetek festivala je bil festivalski špil. Mi smo bili še bolj na začetku programa in potem so tisti ljudje so še tam šotore postavljali in je ful začelo deževati, pa nekako niso si upali s šotora ven. Pa sem se jaz zadrl, tako smo začeli igrati. Deževniki, pridite ven. Pa so nekako prilezli, pa je bilo pol tak res epski koncerti v takrat. Torej, kljub slabemu vremenu smo jih z glasbo ven potegnili z tistih šotorov, pa ful je bilo fajn. Mislim, zabavno smo. Mislim, tega je na tone. To je tisto, kakor se naredimo tako na koncu. Tak imamo, ja. Dobro, seveda 8. novembra, torej od 20. ure naprej na Štuku. Na Štuku, drži. Seveda. Lahko pridejo kaj prej,
tudi gledalci, poslušalci, mogoče se ujamemo še za kakšno fotografijo, po koncertu pa podpis, ne? Pa kak podpis, pa tudi trenutno delamo nove majice in merchandise. Tako bo tudi promocijski Tudi promocijski material, bendovski bo na voljo nov, čisto svež, tako da se ga bodo lahko kupili gledalci in poslušalci. Pa še kako fotko, po koncertu bomo pa seveda še zažurali v večer oziroma v noč, pač kakor kdo. Kakor to. Tudi verjetno vi, ne? Da nekako obeležite in nagradite. Seveda, če je rojstni dan, pa če je taka velik dogodek za nas, bomo se kar sprostili. Ja. Dobro, želimo vse dobro in seveda še vsaj desetletje, ne? Te vneme za ustvarjanje. Hvala lepa, hvala za povabilo, pa lepo zdrav vsem vašim gledalcem in poslušalcem. Tako. Se vidimo na Štuku. Pardon. Tako, ne pozabite, torej 8. novembra s pričetkom ob 20. na Štuko. No, v nadaljevanju oziroma za konec oddaje pa bomo že začeli oziroma preusmerili naše misli tja k martinovanju. Namreč izvedeli bomo, kaj za martinovanje pripravljajo v Limbušu. Ostanite z nami. Tako smo v zadnjem delu oddaje Reporting, kot že rečeno, bomo svoje minute zdaj namenili martinovanju, ki ga pripravljajo v turističnem društvu Limbuš. Gre za tradicijo, ki jo tam nizajo že vrsto let oziroma več desetletij. No, kako bo letos in kako bo vse skupaj potekalo ter izgledalo, pa nam bosta zaupala predsednik turističnega društva Limbuš, Alojz Dovnik in pa Jure Marin iz vinogradništva Marin. Dobrodošla. Tako, martinovanje gre za eno pomembno tradicijo, predvsem za tradicijo vinogradnikov, ne? Tradicijo, ko se mošt tudi uradno spremeni v vino in tega že zdaj več desetletij na nek način spodbujate v vašem turističnem društvu Limbuš. Pravzaprav pa, če se morda malo dotaknemo teh začetkov, zakaj in torej, kako pomembno se vam zdi to prenašati, ne nazadnje na mlajše generacije? No, moram reči, da je martinovanje pri nas res v našem društvu ena taka največja prireditev. Je pa to nekaj logični zaključek vseh teh upravil vinogradnikov. Najprej imamo prikaz vinske trte in sadnega drevja, potem običajno postavljamo klopotec, ker tudi damo priznanja vinogradnikom za njihova ocenjena vina. In pa seveda potem logično zaključek z martinovanjem, ker pač za kratkim kulturnim programom, ker nastopi tudi avtor, malo pove, kako je varoval naše vinograde in seveda potem pač krst kot tisti, bom rekel, zaključek. Ključni trenutek, ne, tudi tega dogodka. No in letos se bo krst odvil prav pri vas, ne, na vašem vinogradništvu Marin. Kaj to pomeni za vas? To je dejansko enkrat na leto ta dogodek. To je največji dogodek za vinogradnike v letu, ko se mošt spremeni v vino. Takrat imamo tudi kakšen zaključek, verjetno, za vinogradnike. Zaključek tiste letine. No. Tako. In kakšna je letos, če lahko kar ob tem izovem? Torej, letina je poprečno bila manjša, je pa kvaliteta grozdja bila veliko boljša kot prejšnja leta. Tudi verjetno bolj sladko. Ja. Začeli boste torej ob 13. uri. Na začetku? Ja, na začetku naše vinsko-turistične ceste od 17 Limbuš vrhov dol. Začnemo ob 15. uri, tam nudimo taj vina, ki nam jih vinogradniki dostavijo. Tako da lahko tam že ti obiskovalci poskušajo ta njihova izvrstna vina. Sodelovali bo tudi osnovna šola Limbuš, on je pa čisto na začetku, malo s tem, ko nekaj zaslužijo, vsi potem pridobijo sredstva za te končne izlete. Običajno smo nekaj let nazaj imeli tudi prikaz prešanja na tradicionalni način sadja
vendar imamo zdaj smolo, se nam je zlomilo vleteno, ne moremo dobiti, ker ga iščemo po celi Štajerski, ga ne dobimo, tako da bi še to tradicijo nadaljevali. No in potem ob 16 uri je pri Juretu potem praktično ta kulturni program in pa krst mošta. Pa logično ljudje hodijo od vinarja do vinarja, do Maranovega gor in seveda ob glasbi, dobri jedači in pijači se potem tudi poveselijo. Kaj pa ta, do poznih večernih ur. No? Tako, gre za tisto druženje, za tisto sproščeno vzdušje, na nek način tudi nagrada vam, vinogradnikom, ki ste na tej cesti. Pravzaprav, kaj ta tradicija pomeni vam, ki sodelujete? In predvsem vam, v turističnem društvu, ki jo že zdaj dolga desetletja nadgrajujete in pa spodbujate, da jo prenašate naprej. Ja, kot sem prej omenil, to je pač ta logični zaključek teh vseh pravil vinogradnikov. In pa, kot sem rekel, to je naša največja pridobitev našega društva. Je pa to, bom rekel, tudi za ljudi en dogodek. Vemo tudi, da je v Mariboru in pa druge tudi so martinovanja in ljudje radi obiščejo to zadevo. In se poveselijo z nami skupaj in seveda mi pač poskušamo potem vsem vinogradnikom nuditi support. Mi dobimo sredstva od turistične zveze, zato tudi kot dotacijo in da lahko potem prispevamo, da ne krijejo to one same, ker bi bil za njih to praktično prevelik strošek. Kaj pa vam vinogradnikom pomeni, torej, da imate takšen support še, ki konec koncev spodbuja to tradicijo? Ja, je tudi neke vrste promocija za nas, da se tradicija ohranja. In da lahko pokažete, verjetno tudi, tako, da tudi prve roke. Tudi da novoletino lahko predstavimo širši publiki. Tako. Pa da ljudje vidijo, kaj so dejansko pridelali. Tako. Ja. Ker je kar precej dela, vemo, skozi vso leto, vedno je pa tudi vse odvisno, nažalost, od vremena. Ja. Seveda pa, poleg tega, kar smo omenili, torej, kar zadeva tradicijo, boste ta program, ki seveda je na neke vrste z osrednjim dogodkom krsta mošta, oplemenitili tudi na zabaven način. Tudi kar nekaj nastopajočih bo tam, koga lahko izpostavimo. Ja, no, najprej glasba, se pravi, potem pa ta krstitelj, to je naš krajan Ivo Kodič, on ima čudovit program za sam krst in pa seveda tudi običajno moderator napove krst, sam krst pa izvede običajno domačini in to bo letos Jure pri nas. Je tu kakšen poseben protokol oziroma kakšne so občutki? Ponavadi imamo botra krsta oziroma mošta, ali kako je s tem? Praviloma je zraven oltar. On da poročilo celega leta, kaj se je dogajalo v vinogradu. Je tudi župnik, ki pa krsti mošt. Zagotovo, ki da tisto, kako bi rekla, piko na i, in potem spremeni tako rekoč mošt v vino. Ja. Dobro, hvala lepa za vse te informacije in želim vam uspešno martinovanje v Limbušu 9. novembra s pričetkom ob 13. Drži. Ja, jaz bi še samo povabil ljudi, pridite, upamo, da bo vreme. Imeli smo že vreme, tako da smo delali v kratkih rokavih, delali smo tudi že pred -10, zdržali smo in upam, da bo tudi letos vreme in vas vse lepo vabimo iz bližnje daljne okolice, predvsem pa krajane Limbuša, da se udeležijo krsta in pa seveda potem druženja in pa Martinovega veselja. Zagotovo ni potrebno več kot dobre volje, da podprejo tudi vse vinogradnike. Hvala lepa. Tako, hvala lepa tudi vam, dragi gledalke in gledalci, v tokratni oddaji Report. Bili ste z nami, seveda pa z moje strani vam želim lep preostanek tega večera in nasvidenje do prihodnjega tedna.